Pozdravljeni, atomski reaktorji. Reaktorji pa smo, ne? Saj smo pa ja vedno na vse reagirali, ne? Zmeri smo reagirali na vsako provokacijo in smo bili neke vrste reaktorji. Pa je prav, da smo reagirali? Ne, bož bi bilo, da ne bi. In postanimo nereaktivni za njih, a ne, za provokacije postanemo nereaktivni. Kaj to pomeni? Da na njihovo provokacijo ne reagiramo, kot smo ponavad. Ponavad smo mi reagirali iz našega naravnega vzgiba. Nekaj nimaš prav, pa smo tel dopovedati. Nekdo nas je sprovociral, pa smo se tel braniti. Nekdo nas je z lažjo nekam poteril, pa smo tel upravičiti. Ne? Zdaj smo mi pogruntali, da moramo prešteti do 5 in dati reakcijo nič. A ne? In v bistvu na tak način smo svojo reaktorsko energijo dajali njim, medtem ko je nam reaktivna energija padala. Malo igra besed, ampak kljub vsemu smo mi atomska energija, o tem smo se večkrat pogovarjali, imamo energije, ki jo je ulala, vendar dokler nam jo jemljejo, spodkopavajo in jo probajo dražiti, takrat pa je nam ona kratena in ne moramo biti v miru. Biti v miru sam sabo je zelo pomembno, kajti kadar si v miru sam sabo, si v miru tudi z drugimi. Kadar se pa jezimo, kadar nas razjezijo, takrat pa v bistvu, kaj že, mi smo ranjeni, ranimo samega sebe. In nadaljevanje tega je, da ranjeni ljudje, če ne pozdravijo svojih ran, te svoje gnojne rane dajejo naprej in so v bistvu ranljivi za druge ljudi. Tako da zelo pomembno je, da vsaj tisti, ki razumemo, svojih ran ne dajemo naprej, svojih travm ne prenašamo naprej, svojih bolečin ne dajemo naprej drugim. Vse to se da pozdraviti znotraj sebe. Vsak sam mora to rešiti. Večkrat smo rekli, gre za intimen proces. Ne rabite ne gurujev, ne prijateljev, ne zunanjih faktorjev in ljudi, rabite sebe, kar se pa zunanjosti tiče, pa rabite naravo. Narava nam je očitno dopustila, da ne sankamo, da nismo v plundri, da ne drsamo na zamrznenem jezeru, ampak imamo možnost že marsikje opazovati zvončke, teloh in trobentice, kar je precej nenavadno za ta čas, ampak mnogi so rekli, da prihaja večna pomlad. Mogoče pa tudi res. Danes je solstici, najdaljša noč in najkrajši dan. Na 3 dni v bistvu sonce stoji na točki nič in danes je pripeljalo do točke nič in tako bo do 25. zjutraj, ko 25. začne sonce oziroma dan se začne daljšati, torej sonce bo vsak dan dlje z nami na nebu. Torej, prišli smo nekako do konca časa teme. Ne? Krasna prispodoba, resnično si marsikdo izmed nas želi, da vse enkrat pride na plano, relevation, reveal, torej kaj se je dogajalo v ozadju, kaj se je rešilo v ozadju. Govori se ogromno o finančnem sistemu, da je že vzporedno postavljen, da je kabala ostala brez vseh financ, mogoče tudi pokazatelj, da samo javni sektor bi rad neki štrajkov, ker jim neki ni dovolj, ne? Navlekli so jih na evrčke, zdaj pa očitno evrčkov več ni za podla dejanja, ki bi jih mogli početi in mogoče je to ta pokazatelj. Mnogo dohtarjev je šlo v penzijo, premestitve, ovo, ono. Jaz pravim, mnogi izmed njih so zagotovo poareterani in odpeljani tja, kamor jim je mesto. Mnogi politiki in vidni predstavniki zagotovo niso več to, kar so bili oziroma kar mi mislimo, da so. In medijski prostor že polni
informativni del belih klobukov. Boste rekli, joj, pa to pa mogoče ni res. Ja, mislim, da toliko bizarnih in novic pa informacij, ki pride ven, zdrava kmečka pamet in ne more sproducirati vse to z namenom, da se zbudi tiste, ki imajo sploh še kaj vse zbuditi. Torej, ti televizijski verniki, da skontajo, da v bistvu je pa res čisto vse, kar jim natrosijo tam gor, ena velika bedarija in da ne more biti elektrika toliko draga, med tem, ko si milijonske dobičke talajo. To je vse v procesu, da se ljudje prebudijo. Zdaj, mnogi izmed nas smo stopili na potko prebujanja in ugotovili, da v bistvu gre na našem svetu za mešanco ljudi in ne ljudi. Ne ljudem smo rekli narcisi in NPC, non-playable character, torej motilci miru, motilci veselja in radosti, motilci rasti naše notranje energije in v bistvu črpalke naše energije. To so ti drekači, ki so nam v bistvu se vedno postavljali na pot, pod noge, nam metali polena pod noge, nam iz senc nagajali kalajajoči psi. Vsekakor so to neki osebki, katerim smo mi vedno želeli pomagati. Skozi 3 ali 4 leta korone smo pogruntali, da nimamo njim kaj pomagati. To je, kot da bi z lopato metal denar skozi okno, v prepad. Nima smisla, zaradi tega, ker oni so neskončno lačni, seveda vsaka lopata pa je manko nam. Zdaj pa sonček priletel, bravo, kako lepo nam je. Jaz sem še v zadnji čistilni klizmi, konkretno sem v čiščenju, spet sem rekel, bom šel v lekarno, pa bom vprašal, če imajo kaj proti koroni. Meni se zdi, da sem korono fasal. Pa me zanima ta reakcija, kako bi šlo vse po luftu. Pa bi rekel, ne, sej meni se zdi, da jo nimam, mogoče imate kaj proti prehladu, ker imam čist simptome prehlada. Zdaj ne vem, a se upadajo tudi s korono. Kar ne se. Jaz sem na čaječkih, na medu in na raznih mazilih se mazilim, maziljenje, mazilika in bazilika svetega Petra. Malo za šalo, malo za res. Skratka, reaktivnost. Nam so s temi raketami hoteli povedati, koliko energije rabimo, zato da pridemo v vesolje, pa so se zmeraj zaleteli v to pokrovko, v ta svod, ki je nad nami, valjda, da ne gre to tako. Mi imamo reaktivni pogon in ja, na reakcije in reaktivnost so nas dobili in iz tega naslova bi vas res rad ponovno spomnil, opozoril, ne jim dati nič več. Vsak manjko, mi smo se pogovarjali tekom časa v zadnjem letu pa pol, da kako zelo je pomembno, da jim ne damo. Včasih je bila še ta varianta, vsaj kar se mene tiče, da sem še rekel, ajde, tale mi jo je pa stisnil prasac, energy, pa sem se postavil nazaj. Bolj, ko potujemo višje v sfere, bolj nekako imam občutek, da vsak mikron padca energije vpliva na nas in na naš napredek k prehodu v nebo, v prebujenje, v razsvetljenje in mass awakening, torej skupinski preporod in skupinsko vstajenje. Zdaj jasno nam je, da vojne ne potekajo nikjer več, svetu je že zavladal mir in vem, da je to končno prišel čas večnega miru in večne pomladi. Kakšne vse svinjarije so ti kabalisti počeli nam, da bi nam le uničili radost. Upam, da bomo slej ko prej bili deležni videti, kajti tudi zima ni toliko zelo naravna pri nas, da ne bi kdo mislil. Ampak ne bom se keno spuščal, že z ravno zemljo imamo še zdaj težave. Vse sort pride. Sem smo prišli po spoznanja, marsikdo izmed nas je rekel, kaj jaz delam tle na zemlji. Ja, na zemljo prihajamo po spoznanja, da se naučimo
in vsaka lekcija, ki jo doživimo, bi mogla nam dati spoznanje, lekcijo, razumevanje, ne pa to, da sabo nosimo travmo. Skratka, v bistvu smo jedli iz drevesa spoznanj in življenja. Mi smo živi, mi imamo iskro, mi smo Božji otroci, mi imamo v sebi življenje. Kabala, non-playable characters, torej NPC-ji in narcisi v sebi življenja nimajo. Zaradi tega so oni ubijali vse, kar je imelo v sebi življenje, vse, kar je bilo živo. Mi pa smo živi in bili smo močno zaspani, ta naša luč je bila zatemnjena, vendar je čas, da jo spodpihamo in vzplamtimo v tisti ogenj življenja, da se združimo skupaj v plamenico in da končno najdemo svoje pleme, ker samo združeni smo neuničljivi. Pa že vsak sam posebej je neuničljiv. Garantiram, zaradi tega sem milijonkrat rekel, nič nam ne morajo, nikoli nas ne boste nas, pa kaj še, če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak jeben ukaz, bi že zdavnaj nas bil vse odnesel plas in le ti, ki smo branili, da nas ne bi odnesel plas, smo bili vedno predmet posmeha in negiranja, nekako zaničevanja, posebneži. Zakaj ne tako, kot vsi ostali? Zaradi tega, ker to ni prav. Ker to ni prav. Ja, pa sej, če bi se prilagodil sistemu, bi ti bilo lažje. Laž je že, prav pa ni. Laž je že. Prav pa ni. In kapo dol vsakmu, ki je do današnjega dneva držal svojo integriteto, se ravnal po svojem moralno-etičnem kompasu in ni zaglajzal ni zapadel pod sladke pasti sejtana. Mnogi so padli na svetleča darila, na svetleče avtomobile in jahte, mnogi so se zavolj denarja, ki ni živ, prodali. Denar je zunanja stvar in kot je do ljudi prišel denar, pričakujejo, da bo od zunaj prišla tudi pomoč, ki jih bo rešila. Pa upajo, da jih bo dohtar rešil, pa upajo, da jih bo šef rešil, pa upajo, da jih bo politika rešila, pa upajo, da jih bo prehrambena industrija rešila, pa trgovina, pa tako naprej. Pa ni res. Upajo, da jih bodo duhovni guruji ali pa cerkev rešila. Ni res. Vsak se bo rešil sam. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Bog je itak vsakmu izmed nas in želi pomagati, le izdati ga ne smemo. Vse je logično, ne moreš me izdati, pa pričakovati, da ti bom dajal roko. In enako je z Bogom, ki je v vsakem izmed nas skrit. V bistvu nam želi vse dobro, ves čas. Dostikrat smo ga sami zatavšali. Jaz ne. Sem razumel, nisem življenja. Razumem pa, da sem od dneva 1 pa do današnjega dneva bil peljan skozi lekcije, da sem to, kar sem. Ampak to ne velja sam zame. To velja tudi za vsakega izmed vas in za vsakega zemljana, za vsakega Božjega otroka, ki v DNK-ju nosi zapis Kristusove zavesti, za vsakega, ki ima dušo ali vsaj še zametek duše. In nekako smo ugotovili, da ljudem se pomagati ne da. Če bodo želeli, jim bomo z veseljem stali ob strani. Kdaj pa si bodo zaželeli? Ko bodo bolni? Ne, ni dovolj, da so bolni. Prodali so svojo dušo in svoje zdravje. Kdaj se zgodi preobrat? Ko jim je oduzeto to zunanje, mrtvilo, torej denar. Pri denarju se je vse začelo in pri denarju se bo vse končalo, a ne? Pa da vidimo situacijo. Verjetno šele, ko ne bo denarja, bodo pogruntali, da so sami v sebi nič vredni, ne? Da nima vrednosti njihov
ne avto, ne bajta, niti kakršnokoli materialno premoženje, če so v sebi prazni. Pa ne me narobe razumeti, mnogo ljudi poznam, ki so materialno zelo dobro situirani, vendar v sebi še vedno nosijo čisto srce, zaradi tega, ker delujejo pravilno in jih Bog nagrajuje tudi na tak način. Vse ok? Ja, in vsak izmed ljudi si bo mogel zaželeti, da se mu pomaga. Na silo se ne da nobenemu. Nič hudega. Vendar kaj je pol naša naloga? Biti, pokazati. Zakaj bi si nekdo želel iti na pot ozdravljenja? Zakaj bi nekdo želel se ozdraviti, ne pa več svojih travm in ran prenašati na okolico? Ne? Naša prisotnost, naša biti jim lahko pokaže in ne moramo biti učitelji, lahko smo pa vzor. Tako kot starši ne moramo biti pametni otrokom razlagati eno, sami pa delati nekaj popolnoma drugega. Otroci opazujejo, ne pa poslušajo. Pa pravimo, jo, kako si neposlušen. Ne? Valjda, se drugače delaš, kot si rekel. Zato je zelo pomembno, da se naše besede sklapajo z našimi dejanji. Da bi jaz tlele o miru govoril, pa bi šel pa v mesto pa pizdil na enega in drugega in tretjega, verjetno nima smisla razlagati nekaj. In mnogi izmed vas ste se mogli v to prepričati in v ta namen smo imeli marsikateri piknik in bomo počakali, da nas sonce segreje do pomladi, pa bomo pol naredili še kakšen piknik, tako da bo veselo. Zdaj čez zimo bomo pa počakali malo. Svobodna izbira po ozdravljenju, ja, ozdravljenje ima vsak v sebi, že, vendar se mora sam odločiti, mora imeti željo, svobodno voljo ima, ali se želi ozdraviti ali ne, in ta svobodna volja je v njemu in možnost ozdravljanja je v vsakmu izmed nas. Samo odločitev še manjka. In ta obdobje solsticija, obdobje teme, sem napisal, naj tema in tišina solsticija v nas naseli mir. Noč je prispodoba miru. Tisti, ki me poznate pa spremljate, veste, koliko sem noči prebil. Jaz sem šel spat ob 6 zvečer, pa sem ob 2-3 zjutraj vstal, pa sem bil v miru noči in vem, da noč ima svojo posebno moč, predvsem ima svoj mir. Jaz sem na tak način v tistem obdobju tudi vzdrževal svoj mir do te točke, da lahko danes potujem po svetu in me stvari ne vržejo s tera, zlepane. In to želim vsakmu. In ta svet pada prav na račun tega, ker jim mi ne damo več naših avtomatskih reakcij. Smo nereaktorji, ne? Smo nereaktivni. Smo, ja, atomski reaktorji, sem zanje pa ne več. In prav je tako. Ja, če hočemo se ozdraviti, moramo razumeti, da smo v življenju vsi delali napake, takšne in drugačne. Zdaj lahko se na te napake napopamo in si jih očitamo in nosimo občutek krivde za nekoga, nekaj in nekam. Želel bi, če še niste pogledali, si le pogledajte film Koliba. Koliba film napišeš, pa ima že slovenske podnapise. Prav tako, Koliba film, na YouTubeu je. Super filmček, prav o krivdi. Kaj pomeni sabo nositi občutek krivde toliko časa in krivda je kot rja, ki nas razžera, dokler se ne soočimo sami s sabo. In mnogo generacij je živelo verjetno prav na tak način v občutku krivde. In ja, vse pretekle napake si dejte oprostiti, dejte si jih spustiti, odpustiti. Ne rabite jih mlinčkati, ne rabite jih mlet, ne rabite jih predelovati. Niste vi mesno predelovalna industrija, nimate kaj s tem narediti. Spustite jih. Vzemite iz tega lekcijo in pejte naprej. Pejte v tukaj in zdaj, ne naprej še bo.
Jutrišnji dan se bo z današnjim skreiral, današnji se je pa z včerajšnjim. Torej, kakršne misli ste včeraj nosili sabo, se vam že v današnjem dnevu manifestirajo. In tako bo tudi jutri, glede na to, kaj boste danes zmanifestirali. Zato le previdno, kaj dopuščate, da pride v vas. A ne? Kaj smo rekli? Nereaktivnost. A ne? Ja, pa me je, če si dopustil. Načeloma te ni, mislim, te je hotel, sem mene ne more. Ne? Ja, pa ti, lahka tep. Ne gre za meni lahka, gre za to, da sem naštudiral te stvari, pa vam probam objasniti, da boste tudi vi razumeli, ker je vse v redu. Skratka, oprostite si vse svoje napake. Če vam nižajo vibracijo ljudje okrog vas, naj si bodo prijatelji, starši, znanci in tako naprej, se malo povprašajte, zakaj so oni pravzaprav še v vaši bližini in kaj delajo v vašem življenju. Torej ti ljudje, ki vam nižajo vibracijo, ki vam jemljejo nasmeh, ki vam jemljejo lesk iz oči in ki vam jemljejo radost do življenja. Zakaj jim dopuščate zraven sebe? Psa? Ranjenega, podhranjenega psa. Lahko ozdraviš in nahraniš. Ampak pazi, ta te bo, takoj ko bo imel moč, ugriznil. To je zgodbica, ki jo razlaga Trump s kačo, ko je deklica prinesla kačo, zmrzneno kačo k sebi domov, pa jo je nahranila, pa se grela, pa tako in takoj, ki jo je uštimala, jo je kača pičla. In je deklica rekla, pa zakaj sme pa pičla, če sem ti pomagala? Pa je rekla kača, pa saj si vedela, da sem kača. Torej, ne pomagajte kačam, ker vas bodo pičile, samo obnašajo se, da so žrtve in ranjene in čakajo priložnost, da jih prinesete k sebi, da vas čoknejo. Ne dovoljte tega, nereaktivnost. Najbolj pomembni na tem svetu ste vi. Ne morete rešiti nikogar. Lahko mu pomagate z besedo, s svojo prisotnostjo, ne morete pa nobenega rešiti. Rešil se bo vsak sam, zatorej previdnost. Tako. In ja, še ta stvar, mnogi ljudje v današnjem času, ali pa v preteklih časih, so bili močno traumatizirani in poškodovani, vendar notranji otrok v vsakem izmed nas želi živeti. Zapomnite si, nobena dušica znotraj nas ne želi umreti izmed vas. Se pravi, vsak ima svojo dušico in ta dušica noče umreti in hoče živeti radoživo, veselo, joyful, radostno, v ljubezni, biti sprejeta, biti razumljena, biti slišana. Vendar okolica je ves čas to demolirala in ustvarila 3-letne otroke, ki v štacuni se mečajo po tleh, obnašajo se k najbolj nevzgojeno drhal, ne morem drugače reči, istočasno pa zahtevajo, da se jih tretira, kot da so kralji. To je produkt. Ampak ja, vsak izmed nas ima ranjeno dušo, ki želi biti ozdravljena in želi živeti. Zavedite se tega in duša je, kot za moje pojme predstave, kot ena 15-letna deklica, zvedava, hoče vse vedeti, rada bi bila, rožice nabirala pa to. Nikakor pa ni predvidevala, da je zunanji svet kot goljufiva kača jo pripeljal naokrog, pravzaprav žejno čez vodo. Tako poškodovani to smo v odnosih. Tako, marsikdo izmed vas je ali pa je bil v odnosih s partnerjem z narcisom. In to je roller coaster, to je vlak smrti. Je super dober, pa je štala, pa je dober, pa je štala, pa je dober, pa je štala. In to je nekaj, kar našim dušam močno škoduje in jih obremenjuje. Naša duša si želi kalm. Naša duša si želi mir. Naša duša želi biti v miru. In tak odnos, kjer je ups pa downs, to je za odvreči takoj. Kaj ti ljudje delajo v vašem življenju, če pa vam žrejo energijo? Kaj?
Zdaj ste rekli, ja, lahko tep. A ja, ne vem, če jaz sem si tudi želel imeti odnos lep, a ne? Pa sem ga mogel prekiniti. Zakaj že? Zaradi tega, da sem se ozdravil, a ne? In moral sem se, a ne? Iz življenja samega. Seveda sem pa mogel tudi probati razumeti, kaj je roller coaster, a ne? Tako da verjetno bodo tudi vam odpadli vsi odnosi, ki niso zdravi, a ne? Ok, kakorkoli. Polni smo ljubezni, tako, mi smo pol ljubezni, pol ljubezni in moški princip brez ženskega principa je polovica. Ženski princip brez moškega principa je tudi polovica. In le dve polovici, moški in ženski princip, lahko tvorita celoto. Zaradi tega je zdrav partnerski odnos zlata vreden, zelo redek pojav, zelo se je trudila okolica in kabala, da se razbijajo vsi zdravi odnosi, vse zdrave povezave med empati, med srčnimi ljudmi. Zaradi tega so vedno med empata probali ušunjati enega narcisa. Verjetno, če se boste malo poglobili v to izjavo, boste lahko pogruntali malo okrog sebe, poglejte svoje žlahtovce, prijatelje in tako, kako so, kdo je empat, pa kdo je narcis. Hitro boste pogruntali. Ja, in tudi pol, ne, mi živimo pomešani med brezdušne, dušni smo povezani, pomešani smo skupaj, na istem otoku smo, dušni in brezdušni. In ta nasprotni pol brezdušnih nas je pravzaprav naučil stvari. Naučil nas je, kaj ljubezen ni. In zdaj, ko smo ga prepoznali, mu lahko rečemo hvala lepa, da ste nam pokazali, vendar oni so tako zabiti, a ne? Oni ne znajo med sabo povezovati pikic, a ne? Sploh ne skontajo, da v bistvu smo jim hvaležni in ko jim rečeš hvala, so oni jezni nate, ne? Čista norišnica. Zato mora človek res biti čist tih. No, čim ne smeš reči, da so takoj užaljeni, ne? Pos pa ti kriv, da so oni užaljeni, ne? Ker si jih ti pripeljal do točke, da so oni užaljeni. To oni vse tako tretirajo. Ja, in lahko rečemo, da trpljenja je konec in trpljenja je lahko konec za tiste, ki še niste stopili, zakorakali, bom rekel, na to pravo pot osvobojenja, prebujenja in spoznanja resnice in miru, kajti pot sama je resnica in je življenje in Jezus Kristus je prispodoba, ki živi pravzaprav v vsakem izmed nas in je povezava z Bogom, z očetom, z vesoljem, univerzumom, etrom, ljubeznijo, kakorkoli to imenujemo in si predstavljamo. In Jezus je umrl, a ne, na križu, svoje križe in težave je prenesel, množica ga je opazvala, kako nosi on te svoje križe, ga še kamenjala zraven, a ne. In ja, pol, ko je umrl, je po 3 dneh vstal, a ne. Umera sonce, 3 dni, a ne, 3 dni je do božiča, pol pa spet vstane, sonček. Torej, mi smo del zemlje, vesolja, posameznik je vpet v ta cikel in ta, bom rekel, prispodoba Jezusa, Boga in tako naprej je v večjih segmentih se jo da interpretirati, pa ko sem spet glih do Biblije pripeljal, a veste, da imamo 13 apostolov, manjka seveda ženski princip, ne, 12 apostolov, ampak 13 pa manjka, valjda je Marija Magdalena, ženski princip in Jezus je Mariji Magdaleni z njo prebival, naj bi. Če jemljemo prispodobo, pa se vrnemo na 3 minute nazaj, kjer sem govoril o spojitvi ženske in moškega v celoto. A ne? Niso samo moški pomembni, pomembna je ženska, da podpira moškega in pomemben je moški, da žensko uspodbuja oziroma ji pomaga do tega, da ona je lahko ženska. Ta princip, da ženske bodo naredile vse, kar moški delajo, moški pa vse, kar ženske delajo, je narobe. Ne rabi.
to tako biti. Ženska je ženska, moški je moški, ne tega mešati. In ta svet je to vse zabrklačil. In dajmo stvari na svoje mesto nazaj, tam, kjer so bile. A se drugi s tem strinjajo ali ne, mene dost ne briga. Jaz vem, da zame je tako prav. Pa ne sem zame, to je univerzalni prav. In ja, 13 je apostolov, 13 je mesecev, 13 je celo zodiakalnih znamen. In 13 je tudi lož, 13 je črka M, Mason, M&M's, McDonald's in tako dalje. 13. češenca je bila zamenjana in nam urinjena, 13. člen nam je bil vzet in nadomeščen z kabalističnim vrhom, torej piramidnim ustrojem, ki je kontroliral vse življenjske principe na zemlji. Dobro. Ko smo prehajali, še ta je zelo dobra, ko smo rekli, neke stvari so narobe, pa prav, pa drugač, pa ovo, ono, dostikrat se sliši izraz, ne, ni narobe, ampak je samo drugače. Ne? Ja, mislim, žretje otrok ni drugače, ampak je hudo narobe. Spolna zloraba otrok ni samo malo tako drugače, ampak je hudo nedopustno, a ne? Jaz moram tle skrbeti za svetlobo v kameri, veste? Kako sem se grdo prehladil. Mislim, čistim se, vse v redu. Ja, ko smo prehajali skozi svoj lastni kaos, ne? Ko v bistvu stari svet propada, nov pa še ni zgrajen, je vse v fraktalih enega velikega kaosa. In marsikaj tam zgleda narobe, zdaj pa vemo, da je bilo tisto, kar je nam delovalo narobe, v bistvu nujno, potrebno, da smo prišli do spoznanj in marsikomu odzvanja travma iz preteklosti, vendar se ne zaveda, da je bilo to nujno potrebna travma, ko vi uhvatite, da je v bistvu tam noter lekcija. Lekcija, ki bi jo mogli osvojiti, pa ste jo, pa smo jih osvojili te lekcije. Ja, bolj smo si zapomnili bolečine, užaljenosti, razočaranja, bolečine, vseh slabih stvari. Ampak težka, temna čustva so kot tunel. To je treba iti skozi, ne pa tam živeti. Mnogi ljudje so se v teh temačnih tunelih ustavili in v tej temi in hladnoči prebivajo celo življenje. Treba iti naprej in tam naprej samo ravno smo se menili, samo ravno, ne levo, desno, v tunelu nimaš kam levo, desno, pejmo, piči. Je že prav tako. Tudi jaz sem mogel izžalovati stvari, pa lahko bi bil še zdaj v žalosti, pa ne, zaradi tega, ker sem izžaloval in je v redu. In mi je bilo potrjeno z večjih strani, da je vse okej, Zato tudi vi sami odžalujte, dajte stvari iz preteklosti na stran iz sebe, zakurte mostove, burned bridges, zakurte vse tisto, kar ne resonira več z vami. Prav je, da iz lekcij dobite lekcijo, bolečino, ki je bila del lekcije, pa puste od zadaj in ne si devati na sebe občutka krivde in žalosti in obžalovanja in teh stvari. Okay. Če se da to pa imamo, tako, postani nereaktiven. To je to. Če smo začeli z nereaktivnostjo, pa še končajmo z nereaktivnostjo. Še enkrat polagam vam na srce, ne dopuščajte, da ste prisiljeni v provokacijo, da boste reagirali. Ne dovolite, da vam je kaljen mer, če sem že omenil prav danes, vsaka najmanjši spust vibracije je slab za vas in zavedite se, da morate držati svojo vibracijo na najvišjem možnem nivoju. To so moje izkušnje. To malo še kaj preberem, pa se mi kje še kaj potrdi, pa jaz potrdim prebrano in to vam dam naprej.
Naredite s tem, kar čete. Vem, da znate biti močni, vem, da znate biti optimistični, vem, da znate biti pogumni in bodite še merni in ne reaktivni. Ne dovolite, da je kaljen vaš notranji mir. Želim vam prečudovit petek, solstici in 3-dnevni temačni prehod. Ja, Božič je tukaj. Naj bo lep in miren. Čau, čau.